Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi drugi prispevek iz letošnje serije posvečene veliki nagradi Italije. Poglejmo si skupaj vse tiste zanimive točke, ki nam bodo pomagale razumeti razmerje sil pred kvalifikacijami. Tudi današnji prispevek bo kot običajno razdeljen na dva ločena dela. V prvem si bomo ogledali tehnične novosti ter zanimivosti, v drugem bomo našo pozornost usmerili k razmerju sil, seveda v luči prihajajočih kvalifikacij, da ne bo pomote. In najprej se moramo ustaviti pri novici, ki je odjeknila včeraj. Lewis Hamilton je podaljšal svojo pogodbo s tovarniško ekipo Mercedes, kar konec koncev je bilo pričakovano. A verjetno marsikdo ni pričakoval, da jo bo podaljšal za 2 sezoni. Tako bosta z Georgeom Russellom skupaj pri tej ekipi do konca sezone 2025. To je verjetno prekrižalo načrte marsikateremu drugemu vozniku, ki si je želel sedeža, na primer Lewisa Hamiltona. Večini ostalih voznikov sicer pogodba preteče konec naslednje sezone in sedaj s to potezo so pravzaprav pri tovarniški ekipi Mercedes zamrznili večino prestopov. A o tem se bomo verjetno bolj podrobno pogovarjali v naslednjih mesecih. Na veliki nagradi Italije smo tudi videli kar nekaj posebnih barvnih shem. Tista že omenjena pri skuderiji Ferrari in tudi prav posebna pri ekipi Alfa Romeo F1 Team. Gre za barvno shemo, ki je posvečena novemu avtomobilu, ki se navdihuje iz preteklosti. Govorimo o Alfa Romeo 33 Stradale. A sam vam moram priznati, da meni osebno je ljubši original, tisti iz davnega 1967, ampak okusi so lahko različni. Vidimo lahko tudi kar nekaj zanimivih napisov, ampak konec koncev zaradi barvne sheme ali napisa bolid ni prav nič hitrejši ali počasnejši. Zato si bomo ogledali tudi tehnične zanimivosti. O novosti tu v Monzi žal ne moremo govoriti. In začeli bomo pri prednjih aerodinamičnih stabilizatorjih. Znano je, da na progi v Monzi mora imeti bolid čim manjši zračni upor. In to vidimo na primer pri kotih prednjih aerodinamičnih profilov. Poglejmo najprej to fotografijo tega elementa pri Ferrariju SF pomišljaj 23. In meni osebno se je zdel izjemno zanimiv posnetek iz strani, ko lahko vidimo, da je na stabilizatorju samo glavni profil in pomožni niso še montirani. Podobna zgodba pri Aston Martinu in njihovem prednjem aerodinamičnem stabilizatorju. Vidimo, da je kot izjemno nizek, a zanimiva je rešitev, ki smo jo lahko opazili pri ekipi Alpine. Če pri ostalih ekipah pri pomožnih profilih vidimo izjemno poenostavljeno obliko, pri Alpinu še zmeraj vztrajajo s tistim zgornjim delom, ki je precej nazobčen. In tu še zanimivost. Na prostih treningih so pri Alpinu montirali tudi senzor za nadzorovanje višine. In to lahko vidimo prav na konici nosnega konusa. Poglejmo si tudi, kaj so pripravili na zadnjih aerodinamičnih stabilizatorjih. Najbolj zanimivo, vsaj meni, je bilo to, kar smo videli pri Red Bullu. Na prostih treningih smo lahko videli asimetrično izbiro, kjer je imel Max Verstappen tisto varianto z večjo prijema, z malce več zračnega upora, Sergio Perez pa varianto, ki že na prvi pogled je bistveno bolj ploska, kar se tiče tistega glavnega profila. In če smo
pravzaprav natančni, če pogledamo zgornji rob pomožnega aerodinamičnega profila, bomo videli, da so ga lepo skrajšali. In seveda podobne rešitve smo lahko opazili tudi pri Ferrariju ali pa Mercedesu. Aerodinamični paket, ki ga vidimo na progi v Monzi, je v bistvu unikum in ne pride prav na nobeni drugi progi. In sedaj, ko smo si malce ogledali, kaj so novega pripravili pri vseh ekipah, je prav, da tudi malce razmislimo o tem, kaj nam je pokazal prvi in predvsem drugi prosti trening. Prvi prosti trening bi lahko dejali, da ni bil preveč mirodajen, najprej zaradi alternativne dodelitve pnevmatik in drugič, ker prvi prosti trening običajno ne ponuja tistega, kar vidimo na drugem. Prava simulacija kvalifikacij je tista, ki jo vidimo popoldne, približno v tistem času, ko bomo spremljali prave kvalifikacije v soboto. In tu je bil najhitrejši Carlos Sainz mlajši. A treba je poudariti dve stvari. Res dober krog Sainza in dobil je pomoč Charlesa Leclerca tam med variante Ascari in ovinkom poimenovanem po Michelu Alboretu oziroma paraboliki. Charles Leclerc pri svoji simulaciji, ko je uporabil svež set pneumatik soft, je napravil napako že na začetku kroga in zato nekoliko bolj zadaj. A če smo pravzaprav natančni, tudi na prvem prostem treningu je bil Carlos Sainz mlajši hitrejši od Charlesa Leclerca. Je po rezultatu iz Nizozemske dobil malce elana, samozavesti, zagona. Upam, da bo takšno formo pokazal tudi na kvalifikacijah, kjer zna biti Charles Leclerc bistveno hitrejši. A ne smemo pozabiti, da na drugem prostem treningu pravzaprav Red Bulla nista bila tako konkurenčna, kot bi lahko pričakovali. Perez je imel težave v že prej citirani paraboliki in morda prav zaradi tega asimetričnega izbora, kar se tiče zadnjih aerodinamičnih stabilizatorjev. Medtem ko Max Verstappen, da, bil je tam spredaj, ampak ne pri vrhu. Poudaril bi, da pri McLarenu so bili hitri, kot da nadaljujejo trend, ki smo ga videli v Zandvoortu, in ne smemo pozabiti niti na Aleksandra Albona. Tudi Williams na tej progi, ki ni zastonj poimenovana tempelj hitrosti, blesti. Spomnimo se, kaj se je tu dogajalo lani. Albona sicer ni bilo, ampak prisoten je bil De Vries. Treba je poudariti, da pri tovarniški ekipi Mercedes izgleda, kot da nimajo tistega, kar bi potrebovali. Kot da so res ustavili razvoj in da so paketi, ki jih vidimo, oni vnaprej pripravljeni. George Russell je bil spodoben, ampak Lewis Hamilton za Loganom Sargentom, seveda dober drugi prosti trening za Američana v Williamsu, ampak mislim, da ta rezultat ni realen. V vsakem primeru pričakujem tovarniško ekipo Mercedes bistveno bolj spredaj v prvih treh vrstah, ampak ne v boju za najboljše štartno izhodišče oziroma mesto ob njim. Vseeno zanimivo je videti, da pravzaprav z majhnim korakom naprej Ferrarija, ki je bil pričakovan, sledijo tudi McLaren in deloma Williams, kar bi znalo zopet začiniti štartni razpored, čeprav sam menim, da tudi pri Red Bullu bodo v noči med petkom in soboto nekaj popravili. Zanimiva zgodba, ki se dotika Lensa Strolla. V prvem prostem treningu je moral nekako prepustiti njegov bolid Felipeju Drugoviću. Na drugem prostem treningu je imel tehnične težave. In seveda, če malce potegnemo črto, ne na prvem in ne na drugem prostem treningu, ubogi Lance Stroll ni opravil tistega programa, ki je nujen za pripravo same dirke. Ostaja mu še jutrišnji tretji prosti trening,
ampak traja le uro, videli bomo, kaj bodo pri Aston Martinu napravili. Pri vseh preostalih pa, iskreno povedano, nisem videl nič kaj takega, ki bi me presenetilo, presunilo ali pa ki bi po mojem mnenju si zaslužilo priti v ta prispevek. A kot vam je verjetno jasno, prišli smo do konca prispevka pred samimi kvalifikacijami Velike nagrade Italije. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.